Takole. Ja, super. Bomo kmalu že z njimi, se še priklopim. Takole. Evo, piše mi že, da smo online. Tako da že kar v živo sva. Malo bova še počakali, ampak živjo, draga Vlasta. Lep pozdrav. Midve se tudi zdaj ne vidimo vsak teden, ampak se vidiva na 14 dni, evo, ampak se ful veselim teh trenutkov, teh dogodkov, ko sva skupaj. Res. Dragi moji, živjo, drage Slovenke, dragi Slovenci, upam, da ste dobro. No, če pa niste dobro, boste pa skupaj zdaj z nama dobro. Bova poskrbele za to, da se boste imeli krasno, ne vem, ali pol ure, ali 45 minut, ali 1 uro, ko bova začutile, da je tista vibracija, da smo dosegle nivo, bova potem tudi končali. Iskrena hvala za vse vaše predloge, nekaj jih bom prebrala. Zaradi tega, ker jih je bilo veliko, sva se z Vlasto pogovorile in bo tudi Vlasta potem nekaj dodala, jaz si bom malo prebrala, kaj ste mi napisali in bo potem Vlasta pokomentirala, kaj se da narediti na tak način, kaj se pa da, da pridete samo k njej, druge opcije ni. Iskrena hvala, ker sem slišala, da tudi v podjetju delate in tapkate. To je to. A veste, da smo to midve z Vlasto, ker sva se odločevale, da bova šle v to, se spomnite, Vlasta, smo rekle, gremo, da cela Slovenija tapka z nami. Čeprav nismo si mislili, da bo pa kar direktno šli v podjetje pa tapkali. Ja, v redu, toliko boljše, za podjetje boljše, to je lahko poslovna skrivnost velika. Ja, točno. Draga naša strokovnjakinja, evo, Vlasta Kuster, ponovno z nami, strokovnjakinja, specialistka za EFT tehniko tapkanja. Hitro, Vlasta, da še tisti, ki naj jo prvič gledajo, kaj je EFT tehnika? To je tehnika, imenuje se Emotional Freedom Technique v originalu. Gre za to, da mi s tapkanjem na akupunkturne točke posegamo svoj čustveni svet, posegamo svoj energijski svet in na ta način zmanjšujemo jakost negativnih občutkov. Časi so taki, da je teh negativnih občutkov polno, stres, ki pritiska na nas, nam vse budi. Te občutke bodi si iz preteklosti, bodi si iz sedanjosti in mi tega ne moramo izrezati, ne moramo na noben drug način to izločiti iz telesa, lahko pa z pomočjo tapkanja na energijske točke, to je iz akupunkture izpeljano, posegamo v svoj čustven svet, zmanjšujemo žalost, jezo, strahove in se spet počutimo dobro. In smo bolj produktivni za podjetja in smo bolj samozavestni in lažje rešujemo konflikte in boljše ideje imamo v podjetju in kakorkoli na koncu se, ko potegnemo črto, se to tudi pri financah pozna. Jaz bi absolutno se strinjala z vami. Mislim, meni se je najprej to pokazalo, najbolj, kje se mi je pokazalo, ali pa kje se mi kaže, da sem suverena, da se odločim, da ne cincam, da ne dvomim odločitve, da nimam slabe vesti, ko znam reči, ko rečem ne. Tanja tudi zna, kdaj zdaj reči ne. Tako da, se opravičujem vsem vam, drage Slovenke in dragi Slovenci in Vlasta tudi vam, zaradi tega, ker bom spremljala na telefonu, ker to pa ne gre, ker sva preko Zooma, bom spremljala na telefonu, če boste imeli kakršnokoli vprašanje za naju, midve bova najprej naredila en del programa, potem bova pa odprte za vprašanja, predvsem zaradi tega, ker si res želimo Slovenkam in Slovencem pomagati na tem področju. Mislim, zakaj? Še enkrat naj povem, zakaj sem videla, da si želim to delati z Vlasto. Vlasto sem spoznala lansko leto in sem se vpisala na njeno individualno terapijo. Sem rekla, Vlasta, kakorkoli me vidite, da to pa to, imam še cel kup strahov, predvsem pa ta strah v tem, ali lahko rečem ne, in na tem smo tudi delali. In me, hvala Vlasta, jaz pravim, že toliko časa delam, pa ne vem s kakim guruji, imam pa gurujko zraven sebe, tebe, ko reši izzive. Tako da, zato mi je pomembno, da Slovenci in Slovenke spoznate ljudi, krasne ljudi, strokovne ljudi, ki jih imamo v Sloveniji. Jaz, evo, imam spet monolog, ampak na kratko. Ponavadi smo vedno gledali, vse, kar je bilo do zunaj, je bilo boljše, kot je doma. Korona, COVID-19
nam je pokazal, da je potrebno najprej pogledati vase, pogledati najprej čisto v bližini svoje družine, svojih prijateljev, najprej lokalno prijateljev in poiskati zraven nas krasne ljudi, ker so zaradi tega tudi prišli v naše življenje, da nam lahko pomagajo. No, in ena izmed takih je naša Vlasta Kuster. Hvala. Hvala, Tanja. Hvala enako, meni tudi. Imam lep monolog. Jutro, petek, uživam. Jaz toliko, petki so moji dnevi za izobraževanje, za ustvarjanje in evo, imam priložnost biti tudi z Vlasto. Dobro, zdaj pa grem nazaj v moje tire. Dobili sva veliko predlogov ali pa kako lahko to rešim. Jaz jih bom nekatere naštela. Bom pa za vsako izmed teh prosila Vlasto, da samo pokomentira, ali je to primerno, da tukaj tapkama, ali je primerno, da se nekdo osebno. To pomeni, ta me je najbolj zabolel, pa ni bil eden, ampak jih je bilo kar nekaj, glede spolne zlorabe. Mislim, naj vam povem, da to me je tako prav krč v čutost, jaz še nisem nekaj rešila, ker če ne bi to šlo kar mimo. Tako da nekaj še drži. Vlasta, kaj v primeru, ko imajo ljudje izzive s spolnimi zlorabami, naprimer iz otroštva, iz najstniških let, strani partnerja in tako naprej, kaj bi vi predlagala? To so vseeno toliko močne čustvene travme, da bo težko tu preko ekrana in težko boste sami temu kos, težko se boste soočili z celim morjem emocij, ki so tu zadaj skriti. Tako da tu vedno, ko gre za neke res težje stvari, predlagam, da imate ob sebi nekoga, ki vas lahko vodi čez ta čustveni labirint, čez to morje žalosti, morje strahov, morje vsega tega. To je vse rešljivo, samo tukaj midve ne bomo mogle tega rešiti, zato ker vi ste sami tam v svoji dnevni sobi, v svoji pisarnici. To lahko rešimo na terapevtskem odnosu in tukaj pa pač lahko se pa samo malo dotaknemo, ampak za težje stvari absolutno individualna pomoč. Super. Hvala. Jaz tudi to mislim, da ni samo splošno, ampak da je treba malo bolj v globino iti. Druga taka stvar, zdaj jaz bom vam naštela tako, da dragi moji, jaz bom zdaj samo združila pa predstavila Vlasti. Veliko je bilo tega, ne gre mi, ne naredim dovolj dobro, karkoli naredim, nisem dovolj dobra. Zelo močen ta vzorec, nisem dovolj dobra. Mislim, da to je bilo skoraj najbolj izrazito. Kako predlagate, Vlasta, kar se tiče tega? Ja, to smo na prejšnjem srečanju delali, predlagam, da se to še enkrat pogleda in da če res čutite, da vas to ovira, potem se absolutno splača investirati vase, dati čas, denar za to, da se to temeljito reši, da boste enkrat rekli, ne, to pa več ni moja resnica, ko rečem, nisem dovolj dobra, da sem na nič. Ker to je tako pomembno, to gre čisto vsa področja, in področje partnerstva, ljubezni, in poslovno področje, in finance, in v tem, kako gremo v trgovino, kako nas drugi obravnavajo, ker ko se čutimo dovolj dobri, nam okolica to vrača, ko se ne čutimo, to vsi zaznajo, ko živali, ko se nagonsko pomembna stvar in nisem vredna in vse te. In mislim, da smo Slovenci tukaj, jaz sicer nimam izkušnje z drugimi narodi, ker večinoma delam Slovenci, tu pa tam kdo kakšen preleti, ampak načeloma pojma nimam za druge narode, ampak Slovenci imamo zelo močno to in mislim, da imamo na kolektivni bazi posebej ženske, nisem dovolj dobra, nisem vredna in potem se žrtvujem in garam in pol sem sitna in nezadovoljna in pol so vsi okoli mene sitni, pol so otroci sitni, potem je partner nezadovoljen, ker njegova ženska ne sije, tako da mislim, da ženske moramo absolutno začeti pri sebi in razviti v sebi to, da se čutimo vredne, čutimo dovolj dobre in da znamo to tudi potem naprej sijati in drugim vgrajevati te občutke. Krasno, krasno. No, pa je bilo pa zelo zanimivo, to pomeni, da me spremljajo ponavadi osebe, ki so meni podobne, to je tisto, kar jaz vedno rečem, mi privlačimo takšni, kot smo sami. Je bilo kar nekaj teh vzorcev, vse moram narediti, vse moram. To smo midve tudi z Vlasto imele, Vlasta, vse se mi je zdelo, da je moja odgovornost, to pa bo Tanja, kot neka mati Tereza, pa nisem mati Tereza. Ampak vidim, da nekatere izmed mojih udeleženk oziroma mojih fanic ali pa kakorkoli prijateljic na Facebooku imajo podobno izziv. Kaj bi Vlasta tukaj predlagala?
Okay. Ko smo bili otroci, smo dostikrat slišali, moraš narediti nalogo, moraš umiti zobe, moraš iti spat, moraš. In zdaj smo odrasli in še vedno imamo v sebi ta moram. In mislim, da je prišel čas, ko je treba ta moram iz glave ven dati, si izbiti. Nič več ni moram. Zdaj smo odrasle gospe, odrasli gospodje, zdaj je moja odločitev. Ali bom rekla ja nekomu, ali pa bom rekla ne. Ali bom nekomu ustregla, ali pa bom rekla, ta trenutek ne morem, mogoče kasneje. Se pravi, nobenega moram več. In ko sami sebe poslušamo, se tudi jaz se zalotim, zdaj pa moram še perila obesiti. Moram to, nič več ni moram. Jaz se lahko odločim, ali bo to počakalo, ali mogoče sploh ne bom dala danes prati, pa ne vem, zdaj izmišljujem si. Torej, nobenega moram, jaz izbiram svoje življenje, jaz izbiram, kako se počutim, jaz izbiram, kaj delam, jaz sem kreator svojega življenja in kreator svojih rezultatov. Se pravi, ko se zaslišite moram, to je treba iz glave ven očistiti. Svobodna bitja smo. Tako, točno to. Želim, dodajte raje želim in tako naprej. Saj enega bova še, ker če ne bova predolge. Ta se mi je tudi zdel zelo, zelo pomemben, ker tudi jaz poznam nekatere izmed teh oseb. Ena gospa, druga malo drugače pisala, ampak zgodbo, hvala, tudi moški se je javil, tako da hvala tudi moškemu, da je ponižana, raje se umakne, to pomeni ne izrazi svojega mnenja, ampak se odmakne, da bo ugodila svojemu možu, da bo ugodila svojim otrokom, da bo ugodila svojemu vodji, svojim sodelavcem. In je rekla, da čuti vedno tako, kot da je ponižana, naznotraj ponižana. Jaz nisem drugače to tako razumela, jaz bi dala malce drugače, ampak mi je bilo všeč, kar je pač gospa izrazila. To pomeni ponižnost, kako se dotakniti tega, da se mi ne počutimo vedno ponižani. To je tudi eden izmed močnih slovenskih vzorcev, imam prav? Ja, sigurno. Zelo močno, mi pa nismo, to je isto tako vrednost, manj vredni ali ponižanost. Vlasta, kako pa predlagate glede tega? To je spet eden od vzorcev, s katerim smo bili vzgajani, s katerim smo zrasli in danes smo odrasli in ga imamo v sebi. Ampak bolj se vedno res ponižano počutimo in potem, ampak mislim, da je prišel zdaj čas, da moramo zasijati, da moramo biti v svoji moči in da moramo ščistiti ta vzorec in da se odločim, danes ti ustrežem, dragi moj, ne, danes pa sem utrujena, danes pa rabim počitek zase. In se pravi, to je spet eden izmed vzorcev, ki mi je potrebno dati pozornost, jih spremeniti, ker sicer boste do konca življenja se počutili ponižani. Zdaj, če to hočete, če se lahko s tem sprijaznite, zame je bilo to nesprejemljivo. Jaz hočem delati iz ljubezni, hočem delati, ker se jaz tako odločim, hočem ustreči, če se jaz tako odločim in če ne morem, rečem ne. In se učim vsak dan še zmeraj, ampak mislim, da to je vzorec spet kolektivno slovensko, ker kaj je ženska, ki je ponižana? A je ona srečna, ali ona sije, ali potem spet blefira, pa se dela srečno. In potem en drugemu nekaj lažemo, blefiramo, se delamo, da smo nekaj, kar sploh nismo. In kak vzor imamo potem, kaj lahko naučimo svoje otroke s tem? In kako se lahko v poslu obnašamo? Smo vedno ponižani ali se lahko postavimo zase in povemo, to je moj talent, to je moja sposobnost, tega sem vredna, to lahko izpeljem, to ne morem. Vse je dosti bolj preprosto, če smo v resnici to, kar smo in če nismo ponižani. Mogoče, Vlasta, če mi dovolite, ker sem prav včeraj imela predavanje in je ena izmed krasnih oseb dodala zraven, ženske že imamo v sebi noter to vlogo žrtve, zelo močno vlogo žrtve. Mi smo boge, mi smo takšne in ta žrtev prevladuje. In potem se redko kdaj vprašamo ali pa rečemo tako, vse je v redu, tudi če meni dobro, samo da bo mojim otrokom dobro. In odlično je včeraj podala komentar, res krasno, ena draga gospa, res krasno, je rekla, mi vzgajamo sebe, ne vzgajamo več naših otrok. Ko mi vzgajamo sebe, s tem naši otroci dobijo zgled, kakšni smo. Jaz sem pa tudi pokomentirala dobesedno to, ne gledati, kako bo otrokom dobro, ker boste otrokom prenesli točno takšne vzorce, kot jih imate vi. Zato delajte na sebi in ko boste, tako kot je rekla, vzgajali sebe, boste vzgajali tudi njih. Zdaj mislim, da smo naredili, jaz tudi predlagam, če imate kakršnokoli vprašanje ker jaz nisem terapevtka in tega ne, jaz sem bolj za posel, če želite, da se postavite, ampak steber pa sem, svetilnik postaviti.
Lahko pišete Vlasti Kuster, Vlasta, kako že mail, ga bomo napisali v spodi, vlasta.kuster, afna@gmail.com, lahko kar na ta moj osebni mail, ja. Tako, pa bo Vlasta odgovorila, sem mi rekla, Vlasta, že damo kaj na Facebook, je rekla, ne, sem še kar domača na mailu. Spletno stran mojo, pa tam pa tisto pa je vse aktualno, na Facebooku se že pa privajam. Sem jo malo pušnala, a vidite, to pa je moj job. To, kar naredim, da ljudi vržem ven iz cone udobja, da je Vlasta kar odprla si Facebook, nekaj, sem rekla, če bomo delovali na Facebooku, je to treba imeti Facebook. Res je. Ok, danes smo se pa odločili, Vlasta, tako, zdaj nas spremlja, da boste malo vedela, 62 ljudi je z nama. To pomeni, da bomo šli v akcijo. Današnji dan smo namenili strahu, predvsem zaradi tega, ker je to, kar se zdaj dogaja, je samo še večja, bolj psihološko vpliva na nas, bolj vpliva na naše otroke in smo videli, da bomo najprej začeli generalno v strahu, pa se tega lotile, kot pa šle kakšne vejice. To je res zdaj generalno na celi Sloveniji. Kaj pravite, Vlasta? Ja, kot da smo v neki psihološki vojni, točno to, in večina ljudi, ki jih, jaz sicer živim v enem svojem svetu, Tanja tudi, kot verjetno čutite, mi imamo neke svoje projekte, pa neko svojo resničnost si ustvarjamo, ampak večina ljudi, ko jih srečaš, pa živijo zelo pod vplivom strahov, otroci se tega nalezajo, kot da smo v psihološki vojni in zdaj zmagal bo tisti, ki bo svojo vibracijo znal dvigniti, ki bo znal iti preko svojih strahov in videti preko tega. In midve sva vzgled vam, ne da se hvalim, ampak res to se da. In to mislim, da je to treba narediti. Evo. Treba iti preko svojih strahov, treba verjeti svoje sposobnosti, ker bo prišel čas, ko bo tudi to mimo. Točno to. Tako da, dragi moji, draga Vlasta, vi ste kapetanka te ladje, jaz bom pa samo vaše orodje za izvajanje tega, kar bova danes pomagali tudi ljudem ozavestiti. Dobro, spet bomo uporabili čisto preprosto tapkanje, šli bomo najprej na osnovne postopek, osnovne stvari, potem bomo šli pa tudi malo v preteklost, ker kaj ti časi naredijo, ti časi v bistvu nam tudi te otroške strahove zbudijo, ni samo vse od danes, ampak če bi mi bili živeli zelo lagodno, če bi bili mi lepo na morju, na plaži, pa bi nam nekdo s palmovim listom mahal, en drug bi vam koktejle delal, potem ne bi bilo nobenih strahov, potem bi mi bili v redu, ko pa stopnjujemo stres, ko stopnjujemo stres, se pa bolj pokaže to, kaj je zelo v naših globinah podzavesti. In zato so tudi vsi ti resničnosti šovi, na začetku vsi prijazni, vsi kolegijalni, vsi fair, ko se stopnjuje stres, se pa marsikaj pride na plano. In ti časi od nas tudi, to je zelo pomembno, da veste, ti časi od nas nam potegnejo tudi te otroške strahove. In zato bova tu zdaj tapkali na dveh nivojih. En nivo bo čisto vse sedanjost, trenutno stanje, drugo pa je tisto, kar bomo šli tudi kot otroku, ga bomo potolažili, bomo dali neko varnost. Prav? Torej, Tanja tapka z vami, jaz govorim, zato da nimamo zamika, da je malo lažje vse skupaj. Pa kar gremo, naredimo kar vdih, izdih. In poskusite zdaj malo začutiti sebe, začutiti svoje telo, začutiti, kako se počutite. Pomisliti na svojo trenutno situacijo, kako je v vaši družini, kako je z vašimi otroci, kako je z vašim delom, kako je z vašim poslom, kako je ta splošna družbena klima, ki jo doživljamo vsi. In poglejte, koliko se občutkov strahu dvigne v vas, od nič do 10. Ker bi 10 bilo največ in nič pomeni, da ste čisto v redu. Torej, 10 pomeni, da vas totalno preplavljajo strahovi in potem so vse številke vmes. Kako močen je ta strah? In začnemo z osnovnim postopkom na karate točki in rečemo, kljub temu, da me je strah, se imam rad in se sprejemam, ali se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Na vsaki točki rečemo, strah me je. Strah me je. Strah me je. Ja, kar rečemo na vsaki točki, to so čisto osnove, strah me je, strah me je. Jaz bi predlagala, da vi govorite. V redu? Bom jaz govorila prav. Ok, v redu. V redu.
Še gremo, strah me, čutite strah, doživljate strah, s tem si ga ne ubijate v glavo, s tem ga izbijamo ven, čutimo ga, čutimo ta strah in preko tapkanja ga želimo sprostiti. Želimo sprostiti te občutke strahu. In zdaj gremo malo pozitivne besede vključiti. Kaj, če spustim ta strah? Ne morem. Kaj, če spustim ta strah? Ne morem. Kaj, če spustim ta strah? Ne morem. In potem gremo res pozitivno. Izberem, da sprostim ta strah. Izberem, da spustim ta strah. Izberem, da spustim ta strah. Varna sem. Varna sem. Varna sem. Dobro, narediva vdih. V redu. Tako, to je bilo zdaj res čisto splošno, težko se zdaj dotakneva vsakega posameznega individualnega, vedno, ko so neki globje stvari, je potrebno individualno iti pogledati z vami. Zdaj pa bi jaz kar šla nazaj v otroške strahove, tam, kjer smo kot otroci čutili, mogoče tudi strah, ker ni bilo denarja, strah, mnogi smo odraščali v tistih časih, ko je res bilo malo vsega materialnega obilja, ali pa ste slišali babice, detke, starše, torej marsikaj smo Slovenci dali čez. Zaprite oči, začutite ta svoj strah najprej, sedanjosti, ki ga imate. Začutite, kaj vam telo govori, kje ga čutite, ali je to v prsih, ali je to v trebuhu, ali je to v glavi, ali čutite v rokah, ali čutite v nogah, torej v kateremkoli delu telesa, lahko po celem telesu. Strah, ki vsak dan se zjutraj z njim zbudite, ki ga vsaka poročila v vas budijo, ta strah. Strah, ko gledate svoje otroke. Čutite ta strah svoj. In zdaj želimo pogledati, da ima ta strah temelje tudi v vaši preteklosti, ali ima tam temelje v otroškem strahu. Zato uporabimo ta prijem, primemo se s 3 prsti. Tako, ja, zapremo oči. In gremo v preteklost. Gremo v vašo osebno zgodbo. In iščemo situacijo, dogodek, ko se je otrok v vas prvič soočil s tem strahom, ko ste vi kot punčka ali kot fantek, kot čisto majhen, točno tak strah čutili, ga čutili pri starših, pri vzgojiteljih, pri učiteljih, pri vrstnikih. Od kdaj je ta strah? Lahko je povezan z denarjem, lahko je povezan s čimerkoli drugim, lahko je povezan s preživetjem, lahko je povezan z šolo. Torej, koliko je star otrok v meni, ki je ta strah doživel? Poiščemo neko zgodbo, poiščemo neko izkušnjo, poiščemo nek prizor, poiščemo situacijo, ko smo točno tak strah čutili. Poiščemo točno to zgodbo, pogledamo otroka v sebi in zdaj želimo v domišljiji temu otroku dati varnost, želimo ga potolažiti, želimo ga pomiriti, želimo mu povedati, da bo vse v redu. V redu, in zdaj bomo začeli tapkati. Ko tapkamo, je pomembno, da veste, zakaj to delamo. Mi ne moramo spremeniti, kaj se je v resnici zgodilo, lahko pa spreminjamo te zapise, ki so v nas na energijskem nivoju. In s tapkanjem na energijske točke lahko tega otroka potolažimo, mu damo varnost, mu damo ljubezen, mu damo mir in dosežemo, da je ta otrok srečen, kljub temu, kar se je zgodilo, in s tem izbrišemo strah iz tega spomina, spomin bo ostal, izbrišemo strah in posledično se mi danes kot odrasli v letu 2021 boljše počutimo. Zato to delamo. Okay? Torej, naši strahovi imajo temelj, to se kot lego kocke zlaga. In mi želimo temelje spodnesti, da se bojo sesule kocke. Greva, kar tapkava, Tanja, gledamo sliko tega otroka in si ga predstavljamo. Poskusimo ga pogledati v oči, lahko ga objamemo, lahko ga stisnemo k sebi, gledamo ga in ga vprašamo, dragi moj otrok, kako se počutiš? In zdaj poskusite govoriti občutke tega otroka, poskusite ubesediti te občutke. Tu imajo mnogi težave, mnogi začnejo jokati, ko delamo na terapijah to. Tanja, mogoče vi probate, če bo šlo, če se lahko s kako situacijo poistovetite. Ja, jaz sem si kar našla situacijo, ko sem bila mali otrok. Ja. Na smučkah nisem znala smučati in me je bilo zelo, zelo strah teh smučk.
Kar govoriva, Tanja, počutim se, strah me je. Strah me je. Žalostna sem, ker se mi otroci posmehujejo, ker se ne znam smučati. Imam prevelike smučke, gledam hrib navzdol, grozno mi je, ne počutim se dobro, nisem varna. Ja. Pretežko je zame. Tako. In mogoče isti občutek, ki imamo še danes, sedanjosti, življenje je pretežko, posel je pretežek, marketing je pretežek. Ta občutek iz otroštva je tisti, ki v nas živi še danes. In zdaj želimo tega otroka potolažiti, želimo tej deklici, pride odrasla Tanja, k mali Tanji in želimo iz polja neskončnih možnosti izbrati drugo sceno, zamenjamo to sceno, lahko rečemo recimo, da punčki rečemo, da danes ne rabi smučati. Ali da ji rečemo, ljubica, greva skupaj, greva čisto počasi. Tanja, zberite, kaj bi bilo najbolj? Kaj bi bilo najbolj všeč? Draga moja, ti to zmoreš. Tebi to gre, nič te ne rabi biti strah. Tebi gre, ti si krasna. Si pač prvič na smučkah, ampak ni za to. Krasno ti je. Jaz te varujem, tukaj si z mano, ti dajem ljubezen. Ja, in si srečna, zadovoljna, videla boš te lepote, uživaš v naravi, uživala boš vsako minuto, vsak korak. To je nekaj lepega, krasnega zate. Ja, ampak najprej priznamo njen strah in rečemo, glej, jaz odrasla Tanja, sem tu zate, šle bova čisto počasi, mogoče greva čisto po položni progi najprej, mogoče narediva danes samo 1-2 progi in potem greva na to počaj, hodok ali karkoli. In v glavnem želim, da ti olajšam to izkušnjo. Jaz odrasla Tanja, sem tu zate, kolikor boš ti čutila, da zmoreš, toliko bova danes smučali in potem spet čez en dan ali čez en teden. In želim ti povedati, da nekega dne boš znala dobro smučati, nekega dne ti bo to všeč, in boš videla zimo, in boš videla sonce, in boš dobila ta občutek hitrosti, ko zavijaš. In nekega dne ti bo smučanje všeč, mala moja. Vedno je tako, da smo najprej nerodni, preden postanemo spretni. Vedno je tako, da nam najprej ne gre, preden nam gre. Ne moramo vedno vsako stvar že kar znati, potrebujemo vztrajnost. In če smo vztrajni, lahko dosežemo čisto vse. Moja mala Tanja, sprosti se. In zdaj si predstavljamo, kot da gre taka lepa vijolična taka pinki svetloba, ciklamna, taka fina, energijska svetloba, gre čez malo Tanjo in zdravi vsako njeno celico. In zdravi vsako celico vas, ki danes to gledate. In ko da vsaka celica poskoči, ko je mali otročik in je vesela, briše se strah, odteče strah, spustimo ga ven. In namesto tega začutimo to otroško igrivost, otroško veselje, otroško radost. Namesto tega začutimo, da je svet lep, da je vse v redu. In ta otrok ni več prestrašen, ampak je vesel. Želimo narediti veselega otroka v nas. Naredimo karkoli je potrebno, da ta otrok zažari, da dobi spet sijaj vučke, da dobi spet veselje na nasmeh, da spet začne gibati se, ali smučati, ali teči, ali skakati, vriskati. Veste, kakšni so otroci, ko so res tisti razigrani. In to rabimo. In Slovencem nam to manjka, in Slovenkam predvsem. Razigranega otroka v nas, ki se veseli drobnih stvari, ki zaupa vase, ki je vztrajen, ki ne bo takoj padel po tleh in ostal na tleh, ampak se bo ustavil in šel naprej. In zdaj tega otroka vidimo razigranega, sončnega, veselega. In je vse dobro. Tako, naredimo vdih, izdih. Jaz upam, da je vaš otroček v vas tudi, da se boljše počuti. Tanjina punčka verjetno je v redu, ne? Saj to bi mogoče delila, zakaj sem se na to spomnila. Imam prijatelje, ki so krasni smučarji in vse bi naredili, da bi se rada smučala. In jaz se od malih nog bojim smučati, ker so me težko dali na smučanje. In ko sem že to delala in zato je bil zdaj točno odličen primer in sem se prav videla, kako se spustiš in kako uživaš noter v tem smučanju. Do tega je pomembno priti. In hvala, Vlasta, točno to. Najprej treba strahove fejst odpreti,
česa te je strah, Ana? Kaj pa vem, hriba me je strah, tega pa potem konkretno tudi končati, Ana. Jaz sem ker sem že naredila doma. Ja. Me vprašala, pa sem pa kar padla noter. Torej, želimo, da je otrok radosten. Če otroka naredimo radostnega, se tudi mi boljše počutimo. Jaz upam, da vi to zdaj čutite, midve sva tako že fajn, ne? Ampak, otroka je treba narediti srečnega. In potem smo mi srečni. In ko otroka potolažimo, čeprav je dogodek vezan na smučanje, smo mi danes boljše. Prav, in lahko kako stvar slabo damo na stran, si zapremo ušesa in si naredimo svoj mikrokozmos, da nam je fino, da je v naši družini pa vseeno fino, da si damo fajno glasbo, da si damo svečke, lučke, da karkoli lahko, dobro knjigo, najne videoposnetke, karkoli, da svojo mikroklimo vzdržujemo v dobri vibraciji, v dobri energiji, in kadarkoli pride na novo strah, ga rešimo. Saj tudi Tanja se srečuje večkrat verjetno s strahom, tudi jaz. Meni pride strah je normalno čustvo, ampak eno je, ali pustiš, da te preplavi, pa živiš v tem, ali pa se aktivno ga lotiš, aktivno ga premagaš in greš ven iz tega in si potem večino časa spet v dobri koži, dobri vibraciji, dobri energiji, produktiven, vesel. Tako. Krasno. Tudi gledam, če smo dobili kako vprašanje vmes. Vprašanj ni, samo pohvale, fajn, vsi tapkajo z nami, tako da mi je krasno. Gospa Fan je napisala, hvaležna za vajen doprinos k pozitivi, res to kolektivno najbolj potrebujemo. Tako da res je to. Je pa res mogoče malce, tako me je vprašala Vlasta, vsak ima svoj izziv. Jaz se res opravičujem, ker sem se spomnila na smučanje, ker sem prav tapkala to včeraj in danes se mi je spet ponovno in sem spet odprla na smučanje. Predvsem pa bi bilo dobro, da se dotaknete mogoče, če vas je bilo strah, kdaj v šoli, za kakšno oceno, če vas je bilo strah. To so taki mogoče primeri, ko ste se šli prvič na kolo, ne vem, ko ste igrali nogomet, ko ste tekli v krosu. Mislim, jaz sem cel kup teh primerov že odprla in videla in na koncu je najbolj pomembno, da res vidite sebe kot srečno. Tistega majhno punčko ali pa fantka srečnega, prav tako zadovoljnega. Jaz bi tu mogoče še dodala, da poiščete še situacije, kjer ste čutili strah za preživetje, da ni bilo dovolj, pomanjkanje, predvsem finančno, ker s tem je povezan tudi ta strah za preživetje in ta se vam zdaj oglaša. Ta je tisti, ki vas zdaj totalno ohromi in kot da si kdo to želi, da to imamo, ampak mi tega ne želimo. Zato se treba aktivno delati na svojih občutkih. Poiščite situacije iz svojega otroštva, ko ste čutili ta strah, ki hromi, da ne bo dovolj, ko ste gledali očeta zaskrbljenega, ko sta se starša krigala zaradi denarja, ko je bil prazen hladilnik, ko ni bilo smučk za vas, ko ni bilo žoge, ki ste si jo želeli, ko tu not morate iti, tu not se skriva naša slovenska zaznamovanost in to je strah, ki danes obvladuje po moje naše voditelje. Lahko se motim, ampak tako čutim. In tega strahu se vodi navzdol in kolektivno se ti strahovi oglašajo. In če hočemo to presekati enkrat, da bomo končno živeli sproščeno, ker imamo pismo vsega vsi dovolj, tako je potrebno predelati te globoke občutke zaznamovanosti, pomanjkanja, ko ni bilo dovolj, ko vemo, kako smo v socializmu živeli, ko vemo, da ni bilo ne banan, ne praška, ne strahu. Vse to živi v nas, ko ni bilo, ko res ni bilo in zdaj to isto se nam zbuja. In mislim, da je treba tu veliko delati in vsak od nas lahko dela svoj mikrookolje. Ne moramo nikogar drugega spremeniti, ne moramo nikogar drugega obsojati, ampak poskusimo razumeti te mehanizme, ki so zadaj, ki so podzavesti, ki so podtalni, ampak tako zelo prekleto močni. In se jih je treba resno lotiti in se jim resno lotiti. Ta strah je treba zagrabiti. Jaz imam kar mravljince, ko vam to govorim, očitno govorim prave stvari, očitno ne vidite, energija pač se tudi na nek način čuti. Tu je treba tapkati in tu je treba jokati, tu je treba tuliti, tu je treba iti izkričati ta strah, to preživeti, ta strah pred preživetjem. Ali pa ko otroku niste mogli čeveljčkov kupiti, ko niste vedeli, kako boste
sestavili mesec za mesecem, ali pa tisti, ki imate zdaj že mesece zaprte podjetja in veste, da ste prej leta in desetletja garali, da ste vzpostavili nek sistem in zdaj kar nikomor ni mar za to, če bo vse propadlo. Mislim, meni se srce trga, ko pomislim na ljudi, ki ste dali srce v to. In res je treba tu delati na svojih občutkih, delati predvsem na tem strahu za preživetje, ker to nas ta trenutek obvladuje. Mi dovolite, da še zraven dodam, zato ker jaz to tudi vidim in jaz sem v gospodarstvu in to čutim. Točno to, kar je mogoče Vlasta povedala, najbolj pomembno pa je, da vam bo to pomagalo odpreti vrata, da boste videli druge priložnosti. Marsikateri strah povzroča, jaz celo poznam ljudi, predstavljajte si gostilno, ko delate samo 25 let v gostinstvu, ima svojo lastno gostilno in ne znaš nič drugega početi. In potem si, kaj naj narediš in vidiš samo strahove in samo iz dneva v dan obup, negotovo, žalost in to je tako močno na emocionalni lestvici, da greš v čisto žrtev notri. In najprej je res potrebno odpreti te strahove, ker ti strahovi vam bodo pomagali poiskati priložnosti naprej. Koliko je takih gostincev, bom tudi gostince vzela, ko so mogoče naredili totalno transformacijo zdaj v tem času. Koliko je storitvenih dejavnosti, ko meni se tudi srce para, ne vem, avtoličar, zakaj avtoličar ne bi mogel zdaj delati, ampak okej, marsikdo še potem od drugih. Tapkajte, poiščite ta strah, zakaj ste tudi začeli delati to, kar delate, ker to je bilo ali preživetje, ali ste hoteli biti svoj gospodar. In če takrat ste želeli biti svoj gospodar, verjamite mi, da je notri v vas ponovno ena takšna oseba, ki bo naredila ne eno transformacijo, drugo pa tretje. Kaj pravi moj mož? V tem času smo za 50–100% tehnološko tako zrasli, tako močno zrasli, na emocionalni lestvici smo pa ostali tukaj, kjer smo. Ker ti apetiti niso več normalni, ki jih kar bi še, pa kar še. V resnici pred 100 leti je bil marsikdo 10-krat bolj srečen kot mi danes, pa so imeli 10-krat manj. 10-krat manj. To meni, zdaj bomo mogli tehnološko tle pustiti, pa še bolj se bo kar odpiralo, ampak mi emocionalno pa začeti rasti. Tako da hvala Vlasta za to, strah pred preživetjem. Tudi jaz bi se lahko dotaknila, tudi jaz sem videla, od 16. leta pomagam mojim staršem. In ena izmed mojih strahov je bilo najbolj to, ker sem kot majhna punčka prehitro prevzela odgovornost. Ni bilo punčke in je bilo potrebno to punčko prebuditi. Tako da hvala Vlasta. Bolj punčke potrebujemo ta joy, ker smo hitro šle v neko drugo vlogo. Ful lepo mi je tudi napisala ena gospodična ali pa gospa, kjer je napisala, ko je tapkala z nami, da se je spomnila trenutka, ko je bila 4-letna deklica, ko je bila tepena od mamice, pa sploh ni vedela zakaj, ni bila nič kriva. In prav joka, joj, kakšna je to bolečina, tako da mi je všeč. Nekdo tudi izrazil, povedal, evo, gospa ena je napisala, da je res tapkanje osvoboditev. Se strinjam, jaz to počnem vsak dan in če bi to ljudje konstantno počeli 21 dni, sem prepričana, da bi marsikdo od vas ali pa od ostalih bili dosti na višji ravni in vedeli, da smo sami kreatorji svojega življenja, tako kot mi, da živimo v svojem svetu. Da vidim, če je še karkoli napisanega. Ne, eni se nam zahvaljujejo. To pomeni, to je res, samo ko si odločen, da ne dovoliš testiranja, pa ti reče šef, da moraš. Kaj pa potem? Kako težko vprašanje. Jaz tako pravim, šefov več ne bo. Dragi moji, podjetja, ki imajo šefe, ta podjetja več ne bodo uspevala. Zaradi tega, ker šefi, to je že tako stara beseda, sploh se ne spomnim, kdaj že, ampak ljudje, bojo se vsi ti menedžerji se bodo prestrukturirali ali pa opolnomočili v voditelje in ko bojo spoznali, kaj je njihovo poslanstvo, bodo lahko pomagali ljudem. Šefi, pa bi tako rekla, če niso pripravljeni, da jim pomagate,
da skupaj naredite spremembo v poslanstvu, ker bomo mogli vsi nekaj narediti za ta naš svet, ker smo ga izčrpavali toliko let in zdaj je narava rekla, zdaj pa dosti. Vse smo vam dali, vse imate, zdaj pa vi vrnite nekaj nam. In če ne bo naše poslanstvo usmerjeno na lepši svet, na ohranjanje lepšega planeta, čistejši svet, na ostračevanje uporabnikov, ne bo šlo več tako naprej. Res ne bo šlo. Tako da, če želite, pomagajte svojim vodjem, če ne se povprašajte, zakaj ste prišli v to podjetje in zakaj dovolite, da je takšen vodja z vami takšen, kot je. Ja. Jaz bi eno stvar še dodala tu, Tanja. Vse je samo na tem, ali vas vodi strah, ali vas vodi ljubezen. Točno. Samo to je. In naše voditelje vodi strah. Ok? Upam si trditi. Se upravičujem, če sem se zmotila, to je moje osebno mnenje. In naš kolektiv, prosim? Vi najbolj delate tudi, ker pridejo do vas, se veste. Kolektivno pa nas tudi je tendenca, da nas obvladuje strah. In zdaj, ali bomo mi uspeli svoj strah tako predelati, da nas vodi ljubezen, da nas vodi ustvarjalnost, da nas vodi sočutje, da nas vodi povezovanje in bomo vsi imeli vsega dovolj. Če nas pa vodi strah, si pa gradimo ne vem kakšne okope, zunanjo moč, materialno ne vem kakšne zidove, na koncu smo še vedno prestrašeni otroci. In zdaj je ta čas in to leto je leto transformacije, mislim, da imamo ženske tu posebno vlogo, ker res tiste, ki povezujemo, ki smo sočutne, ki nočemo dominirati, ki na koncu želimo tudi povezovati in tu mora biti tudi naša ženska energija se malo dvigniti, nimam nič proti moških, jih imam zelo rada, jih zelo spoštujem, njihove kvalitete, ampak zdaj naša je podhranjena, kvalitete povezovanja, sočutja jih moramo dvigniti. Je res, Tanja? Pa midve kot da govoriva podobno zgodbo. Jaz pravim, zdaj ženske pridejo za svojo čustveno inteligenco, gradijo na odnosih, pokažejo, da je vse v srčku, da vsi odgovori so v srčku, čisto vsi. In kadarkoli govorimo iz srca, ne moremo nikogar užaliti. Zaradi tega, ker srce govori resnico, čisto resnico. Tam ni prekrivanja. Tako da, močne teme, ne? Ne, jaz ta prvo zadevo, da še to dodam, ker vidim, da nas kar dosti, samo zaupati moramo vase, biti samozavestni, da zmoremo, da si zmožen, da si najboljši in potem se vse da. Ja, ampak prosim lepo, delajmo pa na tem, da ne bomo tako kot Američani, se pumpali, jaz opravičujem Američanom, Bog ne de, da bi me to napačno razumeli, oni nam kažejo določene smernice. Ampak včasih tudi Rambo je ranljiv, tako malo se hecam kdaj z Rambom. Dokler ne sprejmemo naše ranljivosti, je ne moremo pozdraviti. Primer, če jaz rečem, sem vredna, top, jaz sem najboljša, slej ko prej ali doživim burnout, ali se mi karkoli zgodi, kakšna bolezen v telesu, najprej se sprejmimo in rečimo, sem zahteven do sebe, preveč pričakujem, ne zmorem vsega, najprej to, sprejmem to, da lahko to pozdravimo. A imam prav, Vlasta? Ja, pa zakaj bi bila najboljša? Točno. Jaz sem najboljša verzija sebe, ne želim več drugih ponižati, ne želim jih več nadmudriti, ne želim več popolsiti, to je moška tista dominantna energija, osvajalska, tekmovalna. Mi želimo, postanem najboljša verzija sebe, ampak tudi drugi v redu, naj bojo tudi drugi močni, naj bojo tudi drugi uspešni, naj bojo tudi drugi srečni. Obilje je za vse dovolj. Ja. Za čisto vse. Ko se tega začnemo zavedati, da je obilje malo morje, ki ga imamo vse povsod in ko to sprejmemo, potem tudi smo v svojem stebru, res delamo, mogoče nekomu smešno, ko rečem, bodite bitje luči, svetite, ne svetite, pustite, vi svetite, če je tam tema, pustite tisto temo, vi svetite. Saj pride čas, ko človek vidi pa reče, jaz bi bil tudi tak kot on ali pa tak kot on in vam začne slediti. In ko govorite resnico, ni bolečin, prepričana sem, da ne. In karkoli delamo z ljubeznijo, samo privabljamo dobre, krasne ljudi do nas, tiste, ki pa niso tako krasni, one pa odbijamo.
Imam prav. Ja. Jaz mislim, da smo za danes naredili to, kar naj vadijo na tapkanju strahov. Mi smo razmišljali o kakšni naslednji vaji tapkanja, ampak bi prepustile vam. In sicer, lepo prosim, če napišete pod video, kaj bi želeli tapkati, mi da smo se danes dotaknili strahu, ali imate karkoli, mogoče date malo smernic, Vlasta, ja, da ne bova potem šle predaleč. Kaj bi bilo? Naslednjič malo dala temu radosti, entuzijazma. Joy, ja, gremo v joy. Gremo otroke prebuditi. Takrat pa vam dava nalogo, da se vsakodnevno, če vas je strah, se ukvarjate s tem strahom, pretapkajte, predelajte, ne ga zanemariti, ne mu počakati, da mine, ker ne bo minil, ker se bo sam spet potuhnil. Torej, vsakodnevno, če čutite strah, se ukvarjajte z njim, raziščite, zakaj ga imate, tapkajte, zjokajte ven, stulite in se zjutraj zbudite. In šteh 14 dni imate resno nalogo, resno se ukvarjati s svojimi strahovi. Ne samo to je zdaj čisto premalo, kar smo mi dve tu naredili, vsak mora to za sebe vzeti kot svojo osebno higieno, zato da bomo naslednjič pa bomo o veselju, o radosti, o strasti govorili. Otroke bomo prebudili, ker če mi znamo otroke prebuditi, znamo tudi to otrokom dati. Vsak predlagam, evo imam od moje Monike, od moje kolegice listek, pa sem kar njenega vzela, predlagam lestvico, probite si pomagati z lestvico, tako kot je rekla Vlasta, konstantno vsak dan, če želimo narediti spremembo, 21 dni je neki tak vzorec, če ne gre pri 21 dnevih, je potem 60, pa pol 90, ampak probite na lestvici in pogledajte, koliko ste, vedno na začetku, po terapiji, kje se vidite, Vlasta, se ne vem, ste to rekla ali ne, da najprej določijo na lestvici in pol tudi preverijo, še je zmanjšano. Ja. Vedno imamo lestvico zraven, zaradi tega, da vam je lažje. V redu? Zdaj vam pa želimo krasen petek, Vlasta? Krasen vikend. Krasen vikend, točno to. Midve smo z vami čez 14 dni prisotne, evo, pogovarjali, naslednjo bomo Joy, če pa imate še kakršnekoli predloge, napišite, lahko pa kar direktno Vlasti na vlasta.kuster@gmail.com, samo čisto enostavnega. Bom pa pripisala še zraven. V redu? Ja. Krasno vsem skupaj, čau in se vidimo čez 14 dni.